O čem govori današnji trojček? O produktivnosti, o učinkovitosti, o tem, kako ne zapravljati besed, kako ne zapravljati časa, kako ne zapravljati energije, ampak takrat, ko je čas za to narediti osredotočeno, hitro, jasno in ustvarjalno vsi skupaj. Verjetno je metoda 6 klobukov najbolj poznana, De Boonova metoda, čeprav tu ne gre za čarovnijo, kaj pa se vendarle skriva v teh klobukih? Skriva se jasnost. Brez klobukov, brez metode, razmišljamo zmedeno, hočemo vse naenkrat. Ali pa se zgodi, da na sestankih eni dajo ideje, drugi podajajo kritike, tretji iščejo prednosti, četrti hočejo informacije, peti izražajo čustva in mi ne vemo, o čem se sploh pogovarjamo. In ker imamo vsak izmed nas v svoji glavi eno takšno zmedo vsega naenkrat, se potrudimo s pomočjo metode delati eno samo stvar. Se pravi, ko je čas, da generiramo ideje, vsi samo generiramo ideje. Ko je čas, da izražamo čustva, vsi samo izražamo čustva. Ko je čas, da za dneve vrednotimo, vsi samo vrednotimo in to istočasno vsi samo z vidika prednosti ali pa v naslednjem koraku samo z vidika slabosti. Se pravi, delamo eno samo stvar naenkrat, kot če bi žonglirali z eno samo žogico naenkrat, kar je veliko lažje kot 6. Kje so naše glavne napake pri upravljanju s časom in kaj bi lahko izboljšali? Kar se tiče produktivnosti, smo v bistvu sami največji razlog, da smo premalo učinkoviti. Pogosto pa gre to na račun distrakcij. Statistike govorijo, da smo ljudje približno 1/3 časa izgubljeni nekje, verjetno na kakšnih socialnih omrežjih ali pa med telefoni, pogovori, različnimi drobnarijami, ki nam jemljajo in kratijo ta čas, v katerem bi pravzaprav mogli biti zbrani. Tako da največja napaka je, da se prepustimo toku in da ne splaniramo svojega dne. Kadar smo pa res fokusirani in točno vemo, kaj nam je cilj in kje je naša osredotočenost, takrat so stvari dosti lažje. Zakaj ljudje ne znamo aktivno poslušati ali pa dovolj dobro aktivno poslušati in kaj bi lahko izboljšali? Ljudje ne znamo aktivno poslušati zato, ker ne poslušamo, da bi razumeli, ampak poslušamo, da si oblikujemo odgovor, rešitev, argument in ne slišimo, kaj dejansko nam nekdo želi povedati. Začnemo se ukvarjati s svojimi mislimi, namesto da bi sledili njegovim. Kaj lahko storimo za izboljšanje? Predvsem, da kažemo znake pozornosti, da se res osredotočimo na človeka, da ga poslušamo, da ne sodimo prehitro, da ne dajemo prehitro argumentov, ne dajemo prehitro naših rešitev, ne zaključujemo stvari, ampak res poslušamo, kaj nam želi povedati. Ob tem opazujemo celotno njegovo govorico telesa in poskušamo ugotoviti, kaj dejansko nam sporoča. Hkrati preverjamo naše razumevanje s parafraziranjem, recimo, če sem te prav razumel, govoriš o tem in o tem in o tem, na koncu vse skupaj povzamemo in šele čisto na koncu delimo naše mnenje, da medtem, ko smo poslušali, smo pa sami razmišljali o tem in tem in tem, ali smo opazili to in to in to, ali mislimo, da bi mogoče bila zanj ta in ta rešitev.